Najlepša hvala tem mladim pevkam, ki bodo gotovo postale velike mojstrice peke potic. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, posebno veselje mi je danes biti z vami na zares prazničnem dnevu Slovenske potice. Letos je na ocenjevanje prispelo okroglih 60 potic. Komisija pa je kraljice okronala že dan prej, torej včeraj, danes pa bomo slavnostno podelili nagrade. Bo pa lastnik ali pa lastnica prav vsake potice prejel ali prejela priznanje za sodelovanje na tem imenitnem že drugem festivalu velikonočne potice nagrado Otočec. Če danes koga ni med nami, pa bomo to priznanje gotovo poslali po pošti. Z velikim veseljem in spoštovanjem pa na ta praznični dan ob prazniku Slovenske potice k nagovoru vabim državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistrico Tanjo Strniša. Pozdravljeni in dobrodošli, zelo smo vas veseli in zares se veselimo vaših prazničnih besed. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in predvsem hvala za povabilo. Res mi je posebno veselje in čast, da sem letos že drugič na tem vašem drugem festivalu velikonočne potice in posebej še, ker se je vmes zgodilo marsikaj pomembnega. Kot vsi vemo iz našega vsakdanjega življenja, Velika noč je čas, ko se poleg božiča zagotovo znajde potica na naših mizah in kolikor je gospodinj, kolikor je pridnih rok, toliko receptov za potice, preko 100 je samo zapisanih in ker je potica resnično kraljica vseh naših jedi, prazničnih jedi, smo si že nekaj let prizadevali to tudi na nek način formalizirati in ji dati posebno mesto med zaščitenimi jedmi. Jaz sem zelo vesela, da nam je pri tem pomagal profesor dr. Janez Bogataj, ki je tudi eden od elementov ali pa ena od oseb, ki pomaga pri tej razstavi. In skupaj smo obrtno zbornico, kmetijsko-gozdarsko zbornico in gospodarsko zbornico pripravili specifikacijo, oziroma oni so pripravili specifikacijo, mi kot ministrstvo zaščitili. In mogoče je nekaj naključne simbolike v tem, da je bila ta specifikacija za zaščiteno slovensko potico potrjena prav lani pred božičem in da je prav zdaj pred Veliko nočjo ta vloga, nacionalna zaščita, romala še v Bruselj, zato da se ta recept zaščiti kot tradicionalna zajamčena posebnost še na evropski ravni. Mogoče samo par besed o tem, da mi smo zaščitili nek tak značilen recept za testo, za obliko. Mislim, da smo že lani povedali, pa tudi na vseh drugih državnih ocenjevanjih potice, ki imajo prav v Dolenjskem bazenu svoj dom. Državno ocenjevanje potic poteka pod organizacijo Zveze kmetic Slovenije in društev podeželskih žena Žužemberk in Šentjernej izmenoma. No, in skozi ta ocenjevanja in predstavitve te zaščitene oblike potice smo tudi na tej razstavi letos opazili v glavnem okrogle potice, to, kar je značilna zaščitena oblika. Zaščitili smo tudi 5 vrst nadevov, orehovga z rozini, potem rozinovo potico, pehtranovo in pehtranovo skuto. Ampak vse druge potice ostanejo. To, kar bo pa slovenska potica, bo pa moralo biti pripravljeno po tem značilnem receptu. Seveda, vse po druge ostanejo pa potice s kakršnimkoli drugim imenom že. No, kar pa želim povedati, pa je še to, da je ta tradicija priprave potic ali pa drugih dobrot, ki jo res v največji meri gojijo Zveza kmetic Slovenije in društva podeželskih žena, skozi številne tudi druge razstave. S tem, ko se je pripravil še ta festival ali pa kakšen drug festival, dvignila tudi en korak naprej v tem smislu, da to, kar znamo, ponudimo tudi skozi turistično ponudbo. In prav s profesorjem Bogatajem pripravljamo tudi nek drug projekt, naše ministrstvo, Ministrstvo za gospodarstvo, ki je odgovorno tudi za turizem in številni deležniki, smo vložili kandidaturo za Slovenijo kot
Evropsko gastronomsko regijo leta 2021. In cilj tega projekta je, da to, kar v gastronomiji zmoremo in znamo v turizmu ponuditi, najde pot, ta informacija, ta ponudba, ta lepa podoba najde pot seveda širom Evrope in s tem ukrepi tudi Slovenijo kot turistično gastronomsko destinacijo. V tem smislu ima tudi ta prireditev še poseben pomen. Jaz želim, da bi vsako leto rasla, želim, da bi rasla skupaj z Zvezo kmetic Slovenije in kmečkimi ženskami, ki so tudi danes na razstavi prav lepo zastopane in s tem tudi želim dati priznanje vsem organizatorjem te prireditve. Hvala lepa za vaše povabilo. Najlepša hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, brez lažne skromnosti lahko torej ponosno povemo, da je tudi lanski festival Velikonočne potice vsaj malo prispeval k uradno potrjeni specifikaciji za slovensko potico zajamčeno tradicionalno posebnostjo. In nedvomno ste vsi sodelujoči dokaz, da ne gre le za dediščino naših prednikov, ampak za živo tradicijo, ki jo tudi mladi rodovi lepo in skrbno negujejo. Tako kot slovensko ljudsko glasbo. In zelo sem vesela, da bodo to našo slovesnost danes popestrili tudi učenci glasbene šole Novo mesto. Najprej pa na prizorišče z velikim veseljem vabim imenitnega harmonikarja Aneja Povšeta, učenca 6. razreda diatonične harmonike pri učitelju Antonu Sotošku. Že od malega Anej rad nastopa, videli smo ga že na številnih prireditvah v domačem okolju in tudi širše. Za danes pa je pripravil ponarodelo pesem Lojzeta Slaka, katero če ne, tisto z naslovom Čebelar. To pa zato, ker so vse potice še boljše kot med. Najlepša hvala.